Bluey je oddaja, ki si vse zapomni. Vsaka igrača, ki je ostala na polici, vsaka nalepka na steni, vsak lik, ki je šel skozi kader. Tako da, ko se lik kar naenkrat ne pojavlja več, to oboževalci opazijo. In danes bomo govorili o vseh obrazih, ki so utihnili. Tistih, ki jih je oddaja predstavila, te navezala na nje, potem pa jih nikoli zares ni vrnila nazaj. Jean-Luc, začnimo s tistim, ki resnično boli. Bluey in Jean-Luc sta se spoznala med kampiranjem in skupaj sta ustvarila eno najlepših prijateljstev, kar jih je oddaja kdaj prikazala. Težava? Nista se razumela. On je govoril francosko, ona angleško. A nič od tega ju ni ustavilo pri igri, raziskovanju in na koncu pri skupnem sajenju drevesa. Besede niso bile potrebne. Ob koncu epizode oddaja preskoči v prihodnost, kjer sta oba najstnika in se ponovno srečata pod istim drevesom. In v epizodi Bingo, če pogledaš na steno v ozadju, lahko opaziš risbo, ki jo je Bluey narisala sebe in Jean-Luca, ki še vedno visi tam več sezon kasneje. Nikoli ga ni pozabila. Vprašanje je, ali jima bo oddaja dovolila, da se ponovno srečata. Vini je čokoladni labradorec, ki ga je Bluey spoznala v epizodi Kavarna, kjer sta se dekleti takoj povezali ob igrišču. Do konca epizode je Bandit navezal prijateljstvo z Vinijinem očetom Fidom in ju celo povabil na zajtrk. In tukaj postane čudno. Fido se je dejansko vrnil. V epizodi Popolno sta on in Bandit videna, kako se pogovarjata kot dva, ki sta ostala prijatelja. Očetovo prijateljstvo je preživelo, kar pomeni, da je Vini še vedno nekje tam zunaj, vendar se nikoli več ni pojavila. Niti enkrat. Bandit je izpolnil svoj del. Ohranil je prijateljstvo s Fidom. Zakaj torej Vini nikoli ni prišla na tisti zajtrk, na katerega je obljubila, da bo prišla? Chloin brat. Chloja je ena od Blueyjevih najbližjih prijateljic. Pojavila se je v več epizodah. Ima svojo lastno zgodbo v epizodi Hobotnica, njena družina pa se zdi kot dobro uveljavljen del Blueyjevega sveta. Zato je primer njenega mlajšega bratca še težje razložiti. Pojavil se je v epizodah Čarobna ksilofon in Vožnja z vozičkom kot novorojenček, ki ga potiskajo v vozičku. 2 epizodi. Potem pa nič. Popolnoma izginil, kot da nikoli ni obstajal. To je tisto, kar je tako nenavadno. Chloja se še vedno pojavlja. Njena mama se pojavlja. Družina je očitno še vedno del oddaje, vendar je mlajši brat izginil, medtem ko se je celotna serija odvijala naprej okoli njega. Glede na časovnico oddaje bi bil ta dojenček zdaj že malček, morda celo v vrtcu. Vsa družina je tam. Kje je torej on? Chilina mama je umrla dolgo preden sta se rodili Bluey in Bingo, kar pomeni, da dekleti nikoli nista spoznali svoje babice po mamini strani. Pa vendar je povsod. 2 njeni fotografiji vizita na hodniku družine Hiller. Na eni je skupaj z Mortom, Brandy in Chili, na drugi pa je sama na konju. V epizodi Zmaj smo izvedeli nekaj več o njej. V Chilinem spominu je prikazana kot topla, spodbudna mama, ki je mladi Chili rekla, naj še naprej riše, tudi če njeni konji niso bili videti prav. To je edinič, ko smo slišali o njej. En spomin, ena epizoda. In potem je spet izginila, nazaj na fotografijo na steni. Torej, vprašanje je, kdaj bomo dobili epizodo o njej iz preteklosti. Indijev oče in mlajša sestra. Pogovorimo se o 2 likih, ki tehnično obstajata, a se nikoli nista pojavila. Indi je ena izmed Blueyjevih najbližjih prijateljic. Videli smo kar nekaj Indijine mame, vendar ima Indi tudi mlajšo sestrico, ki se je rodila prezgodaj, in niti sestrica, niti Indijin oče se nikoli nista pojavila na zaslonu. In nenavadno pri vsem tem je, da je v epizodi Družinski sestanek Bluey celo omenila, da so Hillerjevi šli k Indijini hiši na večerjo, kar nakazuje, da sta obe družini precej povezani. Torej, za oddajo, ki posveča toliko pozornosti družinski dinamiki, je to precejšna vrzel. Prezgodaj rojen otrok je izkušnja, ki preoblikuje celotno gospodinjstvo. Dejstvo, da je oddaja to omenila in na to nadaljevala brez raziskovanja, se zdi kot nedokončena zgodba. Mia in kapitan. Nekateri liki izginejo tiho, drugi izginejo ravno takrat, ko se je njihova zgodba šele začela. Mia in kapitan zagotovo spadata v to drugo skupino. Pojavila sta se v epizodi Bark Boats, kjer sta Bluey in Mackenzie prvič spoznala, kako izgledajo romantična čustva med 2 osebama. Kapitan in Mia bila sta si všeč, preprosto in jasno. In celotna epizoda je vodila k temu. Potem se je epizoda končala. In to je bilo v bistvu to. Pojavila sta se v ozadju prizora na sejmu v epizodi Curry Quest, vendar nikoli več nista bila v središču zgodbe. Serija je predstavila celo čustveno nit in jo nato pustila nedokončano. Upam, da bo 4. sezona to ponovno obravnavala, ker si ta dva zaslužita pravi zaključek. Vintonova mama. Vinton živi z mamo, vendar redno obiskuje očeta. Kljub temu se njegova mama še nikoli ni pojavila v seriji ali v kateremkoli drugem Bluey mediju. To je res izjemno, če pomislite na to. Ona je starš, pri katerem dejansko živi, pa je popolnoma nevidna. Do konca 3. sezone se je Winton preselil k očetu in družini Terrier, kar pomeni, da se je bivanjska ureditev v nekem trenutku spremenila.
Se je njegova mama odselila? Se je odločila, da je nova mešana družina boljša za Wintona? Tam je cela zgodba o staršu, ki se je tiho umaknil, a je oddaja še ni povedala. Wintonova mama je morda najbolj pripovedno zanimiv neviden lik v celotni seriji. Bosko. Tukaj je nekaj, na kar večina ljudi popolnoma pozabi, čeprav so posledice ogromne. V epizodi Dvojna varuška Bluey omeni Boska, Friskinega bivšega fanta. Boska je težko imeti rad, zdaj pa ne več. In način, kako ga omeni, pove vse. Poznala ga je. Ni le vedela zanj, dejansko ga je poznala. Frisky ga je predstavila svoji krščanki, kar pomeni, da je bila zveza dovolj resna, da se je poroka zdela resnična možnost. Zakaj sta se torej razšla? Namigi so skriti v Friskinem vedenju. Ko jo rad poskuša odpeljati iz Brisbanea, reagira z resničnim vidnim besom. Takšnim, ki ne pride kar iz nič. Veliko oboževalcev verjame, da je prav Bosko razlog za to, da je on tisti, ki je želel, da odide. Ona pa je rekla ne. In izguba njega je bila cena, ki jo je plačala, ker je ostala. Če to drži, potem je to, da si Frisky gradi življenje z Radom, prav tam, v istem mestu, ki ga ni hotela zapustiti, nekaj povsem drugega. Rustyjev oče je eden najpomembnejših odsotnih likov v celotni seriji. On je vojak, ki služi daleč od doma in vse, kar Rusty ve o disciplini, zvestobi in o tem, kaj pomeni biti pogumen, se je naučil od svojega očeta. Ironija je v tem, da tega moškega komaj kdaj vidimo. V vojski se pojavi le od zadaj, njegov obraz ni nikoli prikazan. Šele v kriketu dobimo nekaj bolj osebnega. Pismo, ki ga je napisal svojemu sinu. Še bolj zanimivo pa je, da naj bi bil Rusty sprva glavni lik serije, preden je ustvarjalec Joe Broom preusmeril pozornost na Bluey. Če bi šla tista izvirna različica naprej, bi bil Rustyjev oče verjetno osrednja figura, bandit tiste različice zgodbe. Namesto tega je postal tiha, častna prisotnost, ki deluje povsem izven kadra. Serija mu nikoli ni zares namenila njegovega trenutka. To deluje kot odprta zadeva. Herkul se je pojavil le v epizodi Cirkus, a je pustil vtis. Je mladiček Bernardinca, kar pomeni, da je že zdaj večji od vseh drugih otrok njegove starosti. In epizoda ne skriva, kako lahko ta moč uide izpod nadzora. Potiska Wintona naokoli, ga sili v stvari, ki jih noče početi, in se nasplošno obnaša kot nasilnež, dokler ga od vseh ne postavi na svoje mesto Bingo. Potem se nekaj spremeni. Na koncu Herkules uporabi svojo velikost, da dvigne Mackenzija in ga zavrti v zraku, in nenadoma vse skupaj postane veselo. Ta razvoj, od nekoga, ki uporablja svojo velikost za zastraševanje, do nekoga, ki jo uporablja za razveseljevanje, si je zaslužil nadaljevanje. V njem se skriva res zanimiv lik. Zakaj se Herkules ni vrnil? Morda je starejši in že v drugem šolskem letu. Morda se je preselil. Toda ne glede na razlog, je oddaja potisnila res zanimivega otroka na stranski tir. Dva Jasperja. Ta je resnično zmeden in se morda razloži sam. Šola Bingo ima dva učenca z imenom Jasper. Jasper G. Doberman in Jasper Dopalve, Rottweiler. V epizodi Bob Bilby je mladiček, prikazan skupaj z maskoto razreda gospe Retriever, identificiran kot Jasper. Ampak kateri? Oboževalci o tem razpravljajo že od takrat. Delovna teorija je, da je imeti dva lika z enakim imenom povzročilo dovolj zmede pri produkciji, da so se scenaristi potiho odločili obdržati enega in pustiti, da drugi postopoma izgine. V resničnem življenju je povsem običajno, da imata dva otroka isto ime. V 7-minutni animirani epizodi pa je to logistična nočna mora. En Jasper je vstal, drugi je postal opomba pod črto. Kaj pa vi mislite? To niso le pozabljeni stranski liki. To so odprte niti v seriji, ki skoraj nikoli ne pušča stvari nerazrešenih. In če nas je Bluey česarkoli naučila, je to, da se vedno, prej ali slej, vrne in dokonča, kar je začela.